Ljubčki, dober dan. Slišala sem, da pogrešate vloge, moje vloge. Kje je problem? Pač bomo vlogali, bomo malo več vlogali. Vzela vas bom s sabo, basically v naslednjih parih dneh se bomo družili. Upam, da boste uživali in da se vam na ta način vsaj malo nadoknadam. Zdaj le šibam po Slavko. Slavka je moja najstarejša prijateljica, šteje jih malo čez 70 let, ampak je tako bistra, tako vitalna, tako navihana. Edini problem je, da Slavka nima ob sebi nobenega navihanega detka, tako da je malo dolg čas, tako da jo jaz polno vsake toliko malo probam pocrkljati pa malo pozabavati. Skratka, danes jo grem iskat in greva skupaj v shopping in še na kako pijačko oziroma na tortico, ker se mi zdi, da poletje čist prehiter mine in pol se sekiramo in sprašujemo, kam je šel čas, tako da ne bom pustila, da se to meni zgodi in tudi ne se to vam ne zgodi, tako da izkoriste še te lepe dni, avgustovske dni, naredite piknik, povabite k sebi prijatelje, vršite karte, imejte movie night, imejte cocktail night, imejte karkoli hočete, samo imejte, ker poletje in življenje in vse to, all that jazz, gre tako hiter mem. Ja, to je to, to je zdaj današnji plan, oziroma popoldanski plan. Let's go! Dobar dan! Dan. Lej, ko se ujemava, ko sva obe bele. Ja, se res. Kaj take osnovnošolke, dve kolegice, ki se zmenita en dan prej, ko ta imela naslednji dan v šoli? Ja, se res. Kako si, draga? Ja, tako no, malo tako. Malo tako. Kaj si izkoristila poletje? Ja, niti ne, no, mislim. Zakaj pa ne? Ja, kam pa ne grem? A zblak je v kopalkah? Nič. Tudi na balkonu nisem bila, skozi sem imela vrtoglavce in se nisem upala biti na soncu. A spoznala kakšnega loverja? Ja, ne, tako sem bila skozi doma. Čak, ga bom v zdravilišču. Mora biti pa res. Tam jih je veliko. A vidite, koliko je, mislim, moja Slavka je tak srce, tako da, drage moje afnice, če ima kjera od vas kakšnega detka, ki je sam in mu je dolg čas, zapišite spodaj v komentarjih, zato ker jo je škoda, poglejte jo. Zdaj te pa hvalim, zdaj ti je pa narodana, ne? Ja, bom pa nehala. V glavnem, danes greva malo v shopping, pa najprej te popeljem na eno tortico. Tako greva po angelčka. Prav, zmenjen. To je prvo. Važi. Bejžva. A si dobro zbrala? Še eden od razlogov, zakaj se tako fajn razumeva, zato, ker imava obe radi cukor. Razen v kavi. Ej, to pa, a ti tudi ne? Ne, jaz sem to. Jaz nikoli, ampak res pa je, da me je to mami naučila, da se kava pije grenka. Mava že tako sladko življenje, da ne rabva cukra v kavi. Nazaj v mestu je tudi Mr. Leskovar. Koliko je koruza visoka? Gre rabutati. Ne, če se to vidi. A je res visoka? Kdaj ste nazadnje vi rabutali koruzo? Let me know in the comments. Mi smo jo koliko let nazaj? Šli smo rolet, to se spomnim, Žanom. In smo dejansko rabutali. 2 ali pa 3 leta nazaj. Samo veš, kaj je najhuj? Kaj? Ko smo narabutali prezrelo koruzo, ni bila uporabna. Zapuj se. Temu se reče zapuj se koruza. Z Anžetom šibava danes v Kranj, prijateljem, na Pad Thai so povabili. Tako da se veseliva, že cel dan nisva jedla, se šparava, zato da se va lahko tam pol napokala. Veš, da smo Slovenci po dobljenih kolajnah na glavo na prebivalca na drugo mesto. A dej nehi. A res? Sam Nova Zelandija nas je prehtela. A dej nehi. Na olimpijskih? Ja. Koliko smo jaki.
Mi Slovenci, tu. Ja, super. No, olimpijskih iger je konc, poletja pa še ni konc, tako da, Leskovar, a si ti razmišljal, da bi mene še kam povabil? Mister Leskovar je težil, da morava iti. Očitno si bil res lačen. Toliko prej, da sva zdaj 15 minut prej tukaj in zdaj sediva v avtu in čakava, da bo ura 6. Sam 10 minut prej sva. Ne, Sploh pa noben ne mara obiskov, ko zamujajo. Ne, lej, poglejte, ura je 15 do, literally. Ta 2 ura ne dela dobro, tle pokaž. 15 minut prej me je pripeljal, zato da zdaj sedim v avtu in čakam na ta pad taj. In veš tist, ki si ful lačen in zdaj čakaš in si še bolj lačen. Če bi zamujala, bi se v hladu pad taj, zdaj bo vsaj vroč. To je tako, kako greš lačen v trgovino. Nikoli ne greš lačen v trgovino in tudi nikoli ne greš lačen prej od doma, da pol čakaš, ko se ti pol toliko vleče, da si še 3-krat bolj lačen. No, zdaj pa povej kaj, dragi. Zdaj imaš vsaj cajt vlogat. Če pa zamujala pa hitela, pa ne bi mogla vlogat. Kaj je sladoledna kupa, kako kavgar prisem? A tebi sem? Ja, prosim. Tole zgleda tako, kot da bi človek prišel k Jamie Oliverju. In verjamem, da je tudi tako dober, tako da ekipa, hvala za povabilo. A so vam kaj znani? Haj! Lej, tamle. Oni so najbolj slavni gor. Unili. Zvezde. Tale je moj najljubši. Roza. Takole je bilo, če koga zanima. Takole. Andrej, lej, Masterchef Andrej, hvala. Tole je aronija, velika aronije in vse tele jagodke morava ločiti od teh vejc. In potem dava to v skrinjo, ne vem sicer, če je najna skrinja toliko velika, da vse to spravlja. Ja, sladoleda je šven z metala. Tist nezdravo šven z metala, pa zdravo dodana. Ja, in jaz pol v bistvu aronijo za čez celo leto imam v skrinji, jo dodajam smutijem, noro zdrava je za in kri in imunski sistem, tako da eno samo zdravje. Anže je zelo dušen film, da se bo malo zamotila. Misla še na pol pa že jeva. Malca time. Vsak delavec si zasluži malco. Sploh če je priden. Pad thai. Včeraj sva jedla pad thai. In danes se nam je spet zaluštil pad thai. Dober tek. Dober tek. Takole pa zgleda potem najin zmrzovalnik. Dober dan, tole je naslednji dan. Z Anžetom sva včeraj do 11, pol 11, pucala aronijo, te jagodke ločvala od vejc. In pol je Anže v enem trenutku rekel, jaz se več ne grem, ker sem prišla do polovice, imava pa še v bistvu eno veliko gajbico. In je on rekel, krompir moj fant očitno prevaža. In pol je on rekel, oziroma naredil taktiko, da ne jaz pokličem oziroma napišem SMS svojim prijateljem, 3 prijateljem, da ne pridejo na roštilj, da jih bova danes malo potrkljala, poletje je, la. Pridite, ful se bomo imeli fajn. V resnici bojo mogli pa pucati aronijo. Kateri možgani se to spomnejo in seveda so vsi ful veselo odpisali, da pridejo. Na roštilj, ne pucati aronijo. Ja, seveda. Mislim, nimava srca, da jih bi pustila lačne. Je pa res, da brez dela ni jela, tako da, ko bojo spucali še drugo polovico aronije, bojo dobili pol Anžetov roštilj. Ne roštilj, ampak se veste, tisto, kar je gor na žaru. Žarmajster, po meso greš, a ne? Ne. Ne?
Ja že imam meso. Kaj pa boš dal gor na plato? Roast beef. Roast beef, ja, roast beef je dal marinirati, dejansko preden sva šla. Kupila bova sem še malo čevapov. Jaz sem dala bučke v marinado, mava lubenico, kupila bova sladoled. A boš mešal Aperol? Ne, samo Hugo. Ok, mešala bova Aperol in Hugota. To sta dva italijanska koktejla in vse ostalo je ready, set, go. Ob 6 pridejo, mava 4 ure do takrat, da vse pripravila. Kaj za predjed? Da jo lahko poloni delali. Za predjed, dobro si vprašal, hvala, ka si vprašal. Za predjed sem se odločila, da bom naredila eno sirovo plato. Sirno plato. Kako pa dala gorno sirno plato? Malo grozdja, malo fig, malo sira, veliko sira, krekerje, kumarce. Čak plata bo iz sira, pa gor grozdje, kumarce. Tako si ti razložila. Aj lumpa, ne? Lump je. Daj ti snemem, ko jeva korenček pa solato, ne sam zmeri tole. Ja, če zmeri sam tole jeva. Korenčka bolj nikoli. Pred shoppingom me je povabil še na ledeno kavo. Zato pol to traja z njim 4 ure, ne? Jaz pa tudi ne rečem ne. Ko se tehnica pokvar, pol rečeš, da ne boš več skupaj. Alrighty, pred sabo imam vse za narediti en lep cheese board. Inspiracijo sem poiskala na internetu. Tole je kar gols. Tako da, dajmo se lotiti. Imamo krekerje, grisine, različne sire, malo sadja, potem olive, moj šampanc, kumarce, še marmelada pride na tole leseno desko, bom vse skupaj zložila, upam, da bo dovolj prostora. Tako da, let's start. Moja sirova deska je zaključena. Mislim, da mi je za prvič ratala zelo seksi. Anže, kaj praviš? Zelo seksi. Prvi obiski so prispeli in že ocenjujejo mojo sirovo plato. Oskar, a je dober? Aj dober? Aha, he's not impressed. Aj dober? Dober? Če bo še vzel, bodo... Točno to. Am? Aha, olivo. Tudi v redu. So cute. Opa! Cheers! Dobar dan! Mama! Moj otrok. Poberiš čevčka. A smisel? Ja, to je pa ko Ljubljančanka pride krompir pobirati. Dan sem na Gorenjskem. Tole je moja stara mama. Dobar dan, živijo. Tole je njena njiva. In tole je njen krompir. Ki ga je treba pobrati. Tako da, akcija. Sem prišla pomagati.
Koliko imaš ti pridno vnukinjo, mama? Ja, tu pa sploh. No, pridne punce z Gorenjske. Kaj je človek priden, pa pobere ves krompir, dobi pa za nagrado Malce južno za jutr. Pa še, kaj si mi še nabrala, mama? Pokaž. Tole. Lepo, hvala. A še kaj še krompir si dela? Ne, krompirja pa ne rabim, ker si mi ga že zadnjič dala. Hvala. Zdaj pa domov. Počivat. Mater me je v križu vsekal, veš? Tebe v križu boli. Mene ne. Ja, sej, ko si ti mlaj od mene. Ja. Haj, vikend je, prijateljica ima danes rojsten dan in je povabila ven na kosilo in danes si bom naredila za to manikuro, domačo manikuro. Zdaj, domačo manikuro delam vse od prve karantene, ko so se saloni zaprli in moram reči, da uživam, zaradi tega, ker je to na nek način čas zame, čas imam razmišljati, čas imam se posvetiti mislim v glavi, tako da seveda še vedno rada grem v salon in se pocrkljam tudi tam, ampak je nekaj posebenega na domači manikuri, je en tak zen moment. Jaz ustvarjam z lakci High Hybrid, ogromno izbiro odtenkov imajo, dobijo se na različnih mestih, tako da bom pod videom pustila, kje vse. Imajo pa tudi take različne izdelke za odstraniti lak dol z nohtov. Jaz danes na srečo nimam laka gor, tako da me čaka enostavno delo, samo mazanje. Imajo pa sicer pri High Hybridu tudi tak starter set, ki omogoča vse za osnovno manikiro. Vsebuje tudi takole lučko, s katero si potem lahko seveda zapečeš lak na svoje nohte. Tako da definitivno za vse, ki rade ustvarjate, prečekirajte pod videom. 1 hour later. Točno 1 uro kasneje, tole je rezultat. Naredila sem take drobne srčke na takem baby white pink laku. Kako vam je všeč? Love is everywhere. To je to, ljubčki. Upam, da ste uživali v vlogu. Želim vam čudovit dan. Gledamo se v naslednjem tednu, ker vlogi zdaj prihajajo nazaj na kanal, tako kot ste hoteli. Upam, da vam je to všeč in do naslednjič. Čau!